Živjo, Lara tukaj in danes bomo govorili o eni izmed najbolj fascinantnih, a pogosto nerazumljenih tem na področju spolnosti, naprednih BDSM tehnikah. Čeprav se veliko ljudi ustavi že pri osnovah, kakor so vezanje, bičanje ali pa preigravanje dominantnih vlog, je v bistvu svet BDSM-ja veliko širši in ponuja res poglobljene, intenzivne in tudi zelo senzualne izkušnje. Danes se bomo skupaj sprehodili skozi tehnike, ki za marsikoga veljajo za skrivnostne ali pa celo malo strašljive. Ampak ob pravi komunikaciji, močni povezavi in pravilni uporabi so lahko popolnoma varne in tudi izjemno nagrajujoče. No pa začnimo kar za eno najintenzivnejših tehnik breath play. Ta igra vključuje začasno omejevanje dihanja, kar povečuje občutke vzburjenosti in intenzivnosti. Vendar pa je tudi to izjemno tvegana praksa, ki zahteva izkušenost in popolno zaupanje med partnerjema. Kako deluje? Najpogostejše metode vključujejo roko prek ust ali nosu ali pa uporabo mask. Pri tem igra pomembno vlogo nadzor med dolžino in intenzivnostjo. Zelo pomembna je varnost. Vedno uporabita jasne signale za ustavitev igre in nikoli ne omejujta dihanja dlje kakor nekaj sekund. Prav tako se izogibajta tej praksi, če nimata dovolj znanja ali pa izkušenj. Breath play je zelo intenziven in zahteva v bistvu najvišjo stopnjo odgovornosti. Raziskujta previdno. Ko smo odprli temo intenzivnosti, pa se zdaj premaknemo še na nekaj veliko bolj igrivega. Pet play je popolno nasprotje breath playu, ker gre za igrivo prakso. Pri njej submisivni partner prevzame vlogo živali, dominantni pa vlogo lastnika. Je način, kako se popolnoma prepustiti vlogi in uživati v brezskrbni dinamiki. Kako deluje? Najpogostejši rekviziti vključujejo ovratnice, povodce ali pa celo repke. Igranje vlog lahko vključuje učenje trikov sprehoda ali pa preprosto crkljanje. In zakaj je tako priljubljen? Pet play je čustveno varen in omogoča popolno sprostitev za submisivnega partnerja, medtem ko dominantni partner prevzame skrbniško vlogo. To je igra, ki jo mnogi vzamejo z lahkotnostjo, ampak prinaša močno povezavo med partnerjema. Zdaj pa gremo iz igrive energije v nekaj bolj senzualnega in tudi rahlo bolečega. Dajmo nadaljevati z voščeno igro. Igra z voskom oziroma wax play je senzualna tehnika, ki vključuje polivanje vročega voska po koži. Gre za raziskovanje toplih občutkov, ki so lahko rahlo boleči, ampak zelo čutni. Zato uporabita sveče z nizkim teliščem, ki so namenjene posebej za to prakso. Preizkusta vosek na svoji roki, preden ga naneseta na partnerja. Izogibita se občutljivim predelom, kakor so obraz ali pa genitalije, in se tudi vedno prepričajta, da imata po roki vodo za hlajenje. Igra z voskom je odličen način za raziskovanje čutnosti z rahlo noto tveganja. Če pa vaju privlačijo bolj intenzivni občutki, potem pa vam bo naslednja tehnika verjetno zelo zanimiva. Nadaljujmo z elektrostimulacijo. Elektrostimulacija ali elektroplay uporablja električne impulze za stimulacijo živčnih končičev. To je praksa, ki zahteva tehnično znanje in ustrezno opremo. Kako deluje? S pomočjo posebnih naprav, kot so tense note, lahko stimuliramo telo na način, ki je lahko vzburjajoč ali pa sproščujoč. Nikoli ne uporabljajta naprave v bližini srca ali pa na glavi. Posvetita se uporabi opreme, namenjene posebej za elektroigro. Ta praksa prinaša edinstvene občutke, ampak zahteva visoko stopnjo previdnosti. Če elektrostimulacija preizkuša živčne končiče, pa se naslednja tehnika poigrava s temperaturnimi kontrasti. Nadaljujemo z igro s temperaturo, ena najbolj prilagodljivih tehnik v BDSM-ju. Združuje tople in hladne občutke za raziskovanje reakcij telesa. Začnete lahko z ledenimi kockami, ki jih nežno drsita po koži ali pa s toplimi masažnimi kamni. Izmenjava hladnih in toplih dražljajev ustvari intenzivno senzorično izkušnjo. Vedno preverita temperaturo predmetov, preden jih uporabita in ne pretiravajta z ekstremnimi temperaturami. Prilagodita intenzivnost glede na občutljivost partnerja. Ta igra ponuja neskončne možnosti za raziskovanje, obenem pa je tudi preprosta za izvedbo. No, za konec pa še ena tehnika, ki pri mnogih sproži močno psihološko dinamiko – roleplay s kaznovanjem. To je praksa, kjer partnerja prevzameta vloge, kot so učitelj in učenec, šef in zaposlen ali pa drugi scenariji, ki vključujejo avtoriteto in posledice. Kako deluje? Kaznovanje je lahko fizično, kakor so udarci, ali pa psihološko, kakor so ukazi ali pa omejitve.
Vloga dominantnega je, da vodi igro, submisivnega pa da ukloni kazni. Jasni dogovori so ključni, določita, kaj je dovoljeno in kaj ni. Prav tako uporabljajta varne besede, da lahko igro ustavita, če postane preveč intenzivna. Ta tehnika je odlična za raziskovanje dinamike moči in izražanje domišljije, ampak vedno z jasnimi mejami. Napredne BDSM tehnike so lahko izjemno intenzivne in poglobljene, ampak samo takrat, ko jih raziskujemo z znanjem, spoštovanjem in jasnimi dogovori. Ne glede na to, ali te privlači psihološka igra, senzorični kontrasti ali pa raziskovanje moči, naj bodo vedno v ospredju varnost, komunikacija in zaupanje med partnerjema. Če želite o teh temah izvedeti še več, raziskovati pripomočke ali pa se preprosto samo dodatno izobraziti, vaju vabim, da obiščete našo spletno stran svetožitka.com, kjer najdete tako izdelke kot tudi vsebine namenjene varnemu in odgovornemu raziskovanju. Če pa si želite osebnega svetovanja ali pa si izdelke ogledati tudi v živo, pa vaju z veseljem pričakujemo tudi v naših trgovinah v Ljubljani in v Kranju. Za vsakodnevne vsebine, zanimivosti in pogovore o spolnosti pa nas lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih, na Facebooku, Instagramu, TikToku in Threadsih. Hvala, ker sta bila z mano, ostanite radovedna in spoštujte meje. In seveda raziskujte užitek odgovorno.